Ljudje in ljudine, poslušate Obod, 9. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z. Obod, okoreli baroni, oblastniki dišavnic. Smo, vmes je bila vejca, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harb, Jo. In Aljoša Hrlamov, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav seveda vsem zvestim poslušalcem, ki uspete slediti našemu ritmu epizod in pa seveda vsem tistim, ki nas poslušate danes prvič. Za vas velja opozorilo, ko nas enkrat poskusite, se težko odvalite. Ok, mi to malo oladite zvoke. Ti še sem to poslušal. Jaz moram biti resen in profesionalen, tako da nadaljujmo, ker je pri založbi Sanje prav pred kratkim, v bistvu sredi nedavnega slovenskega knjižnega sejma, izšel prevod znanstveno-fantastične. Mi to o tem bo gotovo kaj rekel, o tem, a je to znanstveno-fantastično ali ne. Ja, par pripomb imam. Ja, skratka, znanstveno-fantastične klasike Franka Herberta Dune oziroma po slovensko Peščeni planet. In sicer v prevodu tukaj sedečega, tukaj govorečega kolega Igorja Harba. Igor, še enkrat čestitke za zelo sarkastik klep. Ja. 10 let travo. No, še zmeraj hitreje kot Martin piše. Skratka, ker je ta knjiga zunaj, smo se odločili, da to epizodo pravzaprav posvetimo prav tej začimbni franšizi, in sicer knjigam, filmu, miniserijam, dokumentarcu, videoigram, muski, vsem, kar je pravzaprav povezano s tem, zato pač ostanite z nami, privoščite si kakšno začimbo in zarolajmo intro. Tako kot ponovadi na začetku še manjše opozorilo, če bi radi najprej prebrali Igorjev prevod in mi vas k temu vsekakor aktivno spodbujamo. Pri tem vam na srce polagamo tudi, da se knjigo mislite v najbližji knjigarni ali v spletni knjigarni založbe Sanje, ki je pač zmeraj najbližja knjigarna. Se bomo samo tako pravzaprav ustvarjalcem pokazali, da se splača prevesti še nadaljevanja, ki jih je še 5. Tako da Igor bi rad imel še nekaj dela. Zraven podcasta žal je njegovo življenje precej prazno. Tako da če pač mi vas pozivamo, da si umislite knjigo in da dokažemo, da tudi pri nas znanstvena fantastika še ni mrtva. Nezadnje bo to signal tudi drugim založbam, to zdaj govorim sam kot urednik. Ampak dajmo se vrniti k temi. Skratka, če boste brali knjigo, pa niste gledali ne filma, ne miniseriji, ne igrali igrice, niti v življenju še niste slišali za Dune, pozor, ta epizoda vsebuje kvarnike. Ker je to 9. epizoda in ker jih izdajamo kot po tekočem traku, več o tem tudi na koncu, prisluhnite raje kakšni od prejšnjih epizod, gotovo še niste poslušali vseh, in se k tej vrnite, ko boste knjigo na zadnje prebrali, ali pa ko se boste odločili, da je ne boste prebrali in boste raje poslušali samo podcast. Lahko pa seveda poslušate podcast in potem preberete knjigo, saj jih je še 5 potem. Skratka, to je nek uvod, ukvarjamo se torej s Peščenim planetom oziroma, kot sem jaz to poimenoval, začimbno franšizo, ker je pač tega toliko oblik in toliko... Pa v angliščini še si dobil lepo rimo. Spice franchise. No, Spice franchise. Lepo. Malo možeš drugače naglasiti franchise, ampak... Ja, dobro, se to je tako repersko, to se da. Skratka, imamo tle, pa mogoče za začetek, boš spet Igor, kar ti, tisti, ki bo nekaj predstavil, ne nazadnje, si ti prevajalec te knjige. Za nek kratek opis, zdaj za natančen opis, jaz priporočam doli med linki Both Thug Notes, to je na kanalu Wisecrack in naredijo tak, da eden
tip, ki je kao gangsta, razloži povzetke knjig v gangsta spiku in ima tudi tole Dune vmes in zadeva je hilarious, ful priporočam. Tudi Gatsby super naredi in en kup drugih knjig, ki jih lahko prišpricate pol srednje šole skozi. Skratka, poglejte spodaj, jaz zdaj kažem s prstom dol. Dobro. Da sem celo pogledal, kam zdaj ti kažeš? Ni spodaj pod odrom. V zapiskih. V zapiskih, ne pod odrom kina Bežigrad. Ja. Kjer to snemamo. Torej, kaj pa, če bi se Tigor zdaj malo poskusil v enem gangsta, se ni treba, da je gangsta dobesedno, ampak daj... To, Aljoša lahko da bita. Ja. Ne bom, jaz ne znam dajati bita, to je. A sem jaz murat, slučajno. Torej, zgodba se odvija 10.000 let prihodnosti, zato, da so lahko stvari malo drugače. Človeštvo je osvojilo pač galaksijo. Vesoljsko potovanje je mogoče lahko opravljajo, izvajajo, posebej mutirani, recimo temu, ljudje, ki se jim reče, ki so člani gilda oziroma vesoljskega ceha. Ti se zadenejo oziroma živijo prepojeni z tole začimbo melanžo in jim omogoča omejen vpogled v prihodnost, tako da med upogibanjem vesolja vidijo, kje bojo pristali. Zdaj začimba je ena droga, ki jo moč najti samo na planetu Arrakis oziroma Sina. Dune. In ta planet je ravno kar feud na tem planetu, ker pač celotna politična ureditev so v prihodnosti ugotovili, da ta srednja veška še nekako najbolj deluje. Feud nad planetom pa je ravno kar v začetku štorije prešel iz hiše Harkonnen na hišo Atreides. In seveda je za vsem skupaj past. Harkonneni so skupaj z cesarjem, imperatorjem, načrtovali, da se bodo znebili Atreidesov, zato ker je pač tale grof postal preveč politično vpliven leto. In vojvoda. Ja. No, to ni noben spoiler, to se sicer zgodi na polovici knjige, samo izdajstvo in to. Je pa to nekaj, kar zveš v prvih straneh knjige, kar tako je povejo, to se bo zgodilo, nič ne gre spremeniti. In kar je potem fascinantno, je, da ti polovico knjige čakaš, si ful v napetosti, kdaj bo. In je toliko vredno napisano, da ti ni boring. Zdaj upam, da se to tudi v prevodu prenese, ampak vem, da ko sem prvič bral to v srednji šoli, res prav požiraš tiste knjige, politične spletke in cel cajt imaš tisto eno malo upanje. Mogoče se pa bojo rešili, kljub temu, da so vsi na začetku rekli ne. Ja. No in potem tale peščeni planet je pa na njem živi tudi primarno ljudstvo, domorodci, ki se jim reče Fremni in te... so prijatelji feministk. Ja. K njim pol se zateče glavni junak Paul Atreides in njegova mama, Lady Jessica. On je sin od leta. On je sin od leta, ki je pokojn, kot zveš na prvih straneh, da bo kmalu. In potem je v bistvu še cela scena, da so oni pričakovali misijo, ki jih bo odrešil in spremenil planet, naredil pač tekočo vodo in to in vidijo njega v njem, on hkrati pa še prerokba čarovnic Bene Gesserit, kar je ena, recimo temu, sekta, ki so ki nadzirajo parjenje med plemstvom, recimo temu, kdo lahko ima otroka s kom in kak in želijo preko tega sistema priti do tega, da bodo nad človeka pač ustvarile. Ubermenša. Ja, in to, ki se poimenuje Kvizac Haderach in se izkaže, da bi to lahko bil pol. To je iz jidiša, da ne vem. Ja, hebrejščine. Pomeni nekaj zelo podobnega, v bistvu skrajšanje poti bližnica. In tam nekaj zelo podobno je v hebrejščini. Zdaj, Frank Herbert, ki je to pisal, je
vzel en kup kulturnih referenc iz arabskega sveta. Fremni so malo spominjajo na beduine, malo na Izrael oziroma hebrejsko ljudstvo. Čeprav potem v 7. knjigi se pojavijo tudi dejansko Judje, ki so skriti svojo religijo, čuvajo torej še nadaljnjih 10.000 let. Hkrati je pa ful lingvistično črpal tudi še celega kupa virov, tudi vmes imaš kvazi srbščino, ki je ni prav napisal. V enem fremenskem obredu pojejo, ima trave okolo in pepela okolo nekaj takega. A to je v prvi knjigi? To je prvi knjigi. To sem pa zgrešil. Skratka, zadeva je epska. Res. Epska, okej. In zaključek zgodbe je zelo v redu in kot se potem izkaže nastavek za nekaj bistveno večjega in bolj kompleksnega, kot bi lahko pričakoval. Tale zgodba je zelo hermetično zaprta, zdaj zelo v redu izvedena, pol dalje pa gre v neslutene smeri vse skupaj, ampak obdrži isti duh pa... Če smem vprašati, v bistvu knjig je koliko? Za 6, ki jih je Frank Herbert je napisal 6 knjig. 6 knjig, ja. 6 knjig, potem je pa njegov sin nadaljeval. Naj bi sin trdi, da je našel zapiske za naslednjo knjigo v nekje skrite. To je kot Kristof Tolkien, ki stalno nekaj najde. No, ampak potem se je odločil, da človeštvo ne more mu tako hitro dati teh zapiskov, da bi jih spremenil in bo še treba napisati 20 knjig prej. Potem je šel delati zgodovino, pač vzpon teh velikih hiš, Atreides, Harkonnen, Korino, ki se tu noter omenjajo. Potem ena ful pomembna stvar v zgodovini Dune, ki se samo v tej knjigi omeni, je butlerijanski džihad, kar je bil bitka med ljudmi in razmišljajočimi stroji, torej AI, ki ga je človeštvo zmagalo in od takrat dalje ni več v tem svetu računalnikov, so pa ljudje natrenirani in gensko modificirani do te mere, da oni računajo, mentati se jim reče. No, skratka, te knjig, ne vem koliko, res ogromno knjig napisal, potem pa je še naredil še v 2 delih, seveda, Herbertovo zaključno knjigo, Hunters of Dune pa Sandworms of Dune. Če se prav spomnim, je Herbert v bistvu zaključil to zadnjo knjigo, ko še on bil že, ki je on napisal, Frank, nek hud cliffhanger je, ne? Hud cliffhanger je. Čist nič ti ni jasno, kaj se dogaja. Čist izkaže se potem, to je zdaj toliko outward, da nima veze z ničemer razen zadnjo knjigo. Izkaže se, da v ozadju vsega sta 2 človeka, ki sta face dancera, kar so ena posebna rasa, ki nekako od zunaj opazujeta galaksijo in jo nadzorujeta. V glavnem čist tako, in potem... Kako neki Marvelovi Eternals. No, kamor je Herbert peljal, ne bomo zvedli, zato ker potem, kar njegov sin zaključi in je res bedno, to me zanima. Pa je to, da ta 2 sta v bistvu tale razmišljajoča mašine, torej AI-ja, ki se pojavlja v njegovem tem Butlerian džihad, ki je on napisal knjigo. In potem... Pol nič ni on iz zapiskov neki spacal v kup, ampak mislim, če sam neki inštaliral. Razen, če je on res, če bi Frank Herbert res imel zapiskov za še 20 knjig, vseh, ki jih je on pol napisal, pol ne. Aha, okej. Mislim, cool. Res. To je tak John Oliver. Cool. Matra me ena debata, ker v bistvu imam ful problem poimenovati Dune kot science fiction, meni je sicer bolj fantasy kot fiction, ampak lahko mogoče to debato prostavimo čisto na konec podcasta, da ne bi zdaj zamoril s tem, ker je mogoče malo bolj tehnično zašponana. Pol bi pa zdaj tako vprašal, ali pa Ljoša, vem, da si ti včeraj gledal, torej, vemo, da je Jodorowsky skušal narediti film. Jodorowsky se upravičujem. Hodorowsky. S Harkonnenimi se zalima. Sicer mu ni ratal, pa lahko potem se po dokumentarcu pogovarjamo, ampak bil pa je narejen zdaj že skoraj da na pol kultni ali pa kultni film od Davida Lyncha. Pa ti malo povej, kaj pa tebi zdi film?
Ja. A bomo kar tako na film. Dobro, no se mislim, knjigo bomo še omenjali. Ja, itak, ne. Samo lahko damo primerjave. Mogoče poveš malo bolj več, kaj primerjave med knjigo in filmom. Ja, pač mi to ti veš, da jaz sem rahlo fan pač Lynčevega Duna. Ja, to vem. Ja, pač iz čisto preprostega razloga, ker imam bolj rad Lynča kot Dune. To moram takoj priznati. In pač ta film ni zdaj nek presežek, to je absolutno, mislim, da vsak ki pogleda prvih, mislim, ful je problemov v tem filmu od teh konstantnih naracij v ofu, ki tok motijo, da grejo res tok na živce, ki ti nekdo nekaj razlaga, posebej pa tam, kjer res ni nobene potrebe, v uni montaži, ko naenkrat, in potem sta minili 2 leti, da se on spopadal z njimi, ljubezen med unima 2 je rasla in tako, mislim, who fucking cares? Mislim, res. Začetni voiceover je meni všeč, ker je direkt iz knjige. Ja, ok, začetno je še ok. In ona ima vredo glas in princesa Irula. Vizualije so tudi zelo vredo, ne? Ma ja, pač ta Lynčev, to je pač nek čist Lynčevski pristop in vse to. Ampak pač meni je film pač na nek način tako slab, da mi je všeč. No. Aha. To je pač tak. Pač vidi mene stvari, pa taka je že ta glavni onak, ki ga zmer pozabim tam. Ja, Kyle, ki je pač njegov one of his favorites, ne, od Lynča. Je pač tako prikupno zmeren, pač čeprav ne zna, jaz nikoli ne vidim njega, on ne zna, on posod igra isto vlogo, on je meni tak Keanu Reeves pred Keanu Reevesom. Lepa. Ampak ne vem, pač meni se film dopade od kostumov, ki mi niso tako slabi, čeprav včeraj, ker sem še gledal ta dokumentarc, zdaj prvič, ne valjda Dune smo že gledali, ampak včeraj sem ga hotel še enkrat pogledati, da si osvežim spomin, pa zdaj, ker sem bral knjigo, da malo tudi jaz vidim, kje so kakšne razlike in to, pa kaj so pravzaprav naredili iz te knjige. In jaz moram reči, da pač meni se Dune vedno na nek način dopada. Jaz sem pač Lynčev fan, pogledal sem vse njegove filme in pač Dune je med njegovimi najslabšimi, čeprav ima še slabše. Ampak imam pa ene simpatije do njega. Se mi zdi, da ne vem, kostumi so mi všeč mi je ta popolnoma dramatična igra nekaterih od teh pač igralcev, kjer je res veliko pretiravanja, velike nekih takih popolnoma campi zadev. No. Sting je recimo moj favorite. Čeprav ta pretep na koncu, to nima repa, ne glave, ne smisla, mislim, s unima nožema se neki pol ure, neki mečkata, Sting govori zraven, tako kot v stripu, a veš, ko, zdaj pa te bom ubil in ne vem, kaj ima dej, no, noben se ne pretepa na ta način, ampak imaš pa ene super scene, to njegovo sestro od Pola, ne, kaj je že, Alija, ja, ona, ko uporabi ta glas, ki je tako, meni to en bolj creepy stvari, to se spomnim tudi z otroštva, ki mi je zmer bilo tako, fakta, mislim, mala punčka ima pa ta glas in ukazoval. Ja, zdaj je, ne, ona je, kako še reče, abominacija, ne? Ja, še za abomination. Kako je to prevedeno? Zdaj si me pa dobil. I got him. Ja. Mito, Igor, 1-0. Pogledaj, Igor je neskromno prinesel. Igor za knjigo, ne gleda brska. Lepo, jaz sem jo sicer kupil, tako da jo imam v torbi, ja. Sem nočem ven potegnil, da ne boste videla, kje sem ostal z branjem. Prekleta. Ok, dobro. Ti. Ja. Ne, meni je tudi ta malo dobro, isto ta glas, kao, že reče, I told you, he is the Kvizac Cadillac. In pač pri enih stvareh, veš, pač črvi so mi všeč mi je pač celotno neko to vzdušje, atmosfera, sem pač res, Lynč ne zna snemati akcije, ne, in to je pač tako slabo, tako nepremišljeno, tako slab tempo je na trenutke. Ja, je pa kar pa je full Lynčev forte in to tak v knjigi, nič ni posvečenega temu, kako se vesolje pregiba in potuje. Oni pač, zdaj smo na ladji in bomo prepotovali tam in zdaj smo tukaj. To je to. Tukaj pa imaš celo tisto vizualno zadevo, ki je ful spominja na eno najboljših delov ta zadnjega Twin Peaksa v bistvu. Kaj je bil 8. del, ne? Prav, ne vem, če ste gledala zadnje sezone, niste gledala Twin Peaks? Zdaj original, sorry, jaz se v 4. dela naprej nisem prišel. Veš kaj, jaz sem hotel od začetka pogledati, zdaj imam toliko drugih stvari, da bom še enkrat original pogledal, pa pol to. Kaj? Ni treba, v glavnem 8. del je fucking insane in razloži
vse razloži. Ne bom vam zdaj povedal, kaj, ampak vse razloži na Lynchov način in si tek mind blown. Razloži na Lynchov način je pomeni, da ne razloži. To je absolutno. Pokaže, odkot pride Evil Bob, odkot je Laura Palmer, zakaj tukaj gre spopad med kom in čem. Še ena zadeva na listvici, ga moram gledati. Jaz mislim, da sem ga zaključil. Ampak to razloži tako, da začne z posnetkom testa atomske bombe, ki traja, 10 minut in prek tega špila on komad Hirošima, tista sodobna klasika in je tak... In pol pač... Ja, v bistvu s tem, ko se razcepi atom, pride v naš svet iz druge dimenzije. To pa je totalno nelinčevsko in totalno kvazi logično in butasto. Zdaj meni se, ko slišim, se zdi butasto. Ne, briljant totalno. In potem, kar pa pol naredi, pa je, da vse delčke zgodbe, ki jih šopajo naokrog, se stavi. In imaš vse tako cool in Dale Cooper je spet. Dale Cooper spet. To traja, to 18 delov je vse skupaj. Briljantno. Potem bi še 10 delov, da pokaže. In potem na koncu je pa tak, kaj se je zgodilo? Na Dune. Gremo nazaj na Dune. Peščeni planet. Zdaj pa pač je Lynch, mislim, da pač dobro preveč simple film. Simple storija, s katero se ni znal kaj početno. A veš, kaj on ima, vse, mislim, njegovi filmi so tok neke psihoanalize, samo preopraševanja teh sanskih scen. In koliko je tam, ko je tlet, koliko si rekel, tam, ko je lahko on te svoje elemente, not, ti so špilali, ampak kar hitro pa je mogla biti neka dinamika, pa neka štorija, pa tako, pa izpade sem smešno. No. Meni se zdi, da v bistvu to je najmanj avtorski film od Lyncha. Ja, se tudi on jamra v intervjujih, da pač to je njegov velik fail. Tudi Dino De Laurentiis, produkcijska hiša, ki je Jodorovskemu. Hodor. Že vem, da cel podcast bom imel probleme. Dajmo ga imenovati Hodor. Hodor je vzela kao projekt iz rok, potem ko so videli, da pač ne bo šlo skozi. Ne? Ja. In pač Lynch ni imel final cuta. Lynch se tudi umaknil iz napisov, ne? In tu se vidi, v bistvu, če bi zdaj imel on proste roke, bi najbrž naredil ne vem kaj. Pač. V bistvu ni čist... Lynchu so rekli, da je runtime omejen. Nič drugega ni bilo omejeno. Prav zares. On je imel $45 milijonov, kar je bilo za tiste cajte insane. Tu sem si zapisal 25,000 statistov, pa ne vem koliko snemalnih dni. Ampak oni so mu rekli 2:16, to je meja. Ne sme biti dlje kot to, zato da lahko spraviš ne vem koliko projekcij na dan. To je to, potem kravatarji so mu fental film. In sam je rekel, da on tega ne bi smel sprejeti. S tem, ko je on sprejel to, je začel izvajati autocenzuro med pisanjem scenarija že. In potem se to pozna. No pa tudi dobro, pisal je scenarij, ne da bi prebral knjigo, koliko jaz vem, ne? A še to, ali? Pa se mislim, da je bilo včeraj tudi, v dokumentarcu je bilo isto povedano. Glede na to, da je zelo dobro povzame, mislim, da je prebral. Mislim, nekdo je napisal, mislim, je naredil scenarij, pol je pa Lynchov čest, tako sem jaz razumel, no? In pač on je prebral, on je naredil, pol pa ne bi Lynchov čest, ne da bi prebral knjigo. Mislim, da je prebral knjigo. Mogoče je to. Hodorovski je vzel projekt, brez da je prebral knjigo. No, on je prevzel, jaz dokaj ima kolega rekel, kao Dune, gremo Dune. Ne, drugače prva izbira itak ni bil Lynch, ampak je bil Ridley. Jaz sem on je odstopil, ker mu je brat umrl, nekaj tajega. Ja, on je odstopil, ker mu je brat umrl in se odločil, da bo nek manjši projekt vzel, in je šel Blade Runnerja delati. Ker idiot. Ker ne razume, kaj pomeni manjše. No, ampak iz tega razloga jaz mislim, da bi bil zanimiv Ridleyjev Dune, ampak mislim, da pa pol ne imeli Blade Runnerja. Ne, čist dobro je tako, kot je. Ja, mislim, meni osebno film vse je gledljiv, no, vse ga nekako požereš, ampak toliko stvari, kot je narobe s tem filmom, je žal za Lyncha, pa žal mi je v bistvu za gledalca, da si reče, da bi si gledalc mogoče na podlagi filma naredil oceno, Dune, da je to kar nekaj. Ne, pet knjigo brat, ker to je res dober. Jaz sem kot čist ločeni. Ja, se vem. Zadevi, je film dober kljub vsem napakam, ne? Ja, samo le, naprimer, če sem primerjam z Game of Thrones, naprimer, koliko folka je zaradi serije skočilo na knjigo, naprimer, zato ker je serija dobra. To gotovo ne bojo. Ja, tukaj, veš, če bi zdaj šel zgledat zgolj Lynchov Dune. Ja, se strinjam. Ja, veš, samo to. Je pa zakon muska.
Jaz se že cel dan žvižgam. Tole Musko je delal Toto, ne, torej z Ennio Morricone, ne? Ne. Ja, seveda, on je naredil Prophet. Brian Eno. Eno, ne me. Ja, se upravičujem. Ja, točno. Eno, ja. Sorry, moja dislektika danes našopana na 11. Soundtrack je res epik, ne. Predvsem ono, veš, ko pridajo na črve, pa tista pač te pa nekaj kitara, fuck, ta ja, tako Mad Max. Ja, čist huda scena. Tako da, to je meni high point, in to že dovolj pove, to je meni high point filma. Vse ostalo pa se tako borim cel cajt non-stop, ker vsi tile, če sem primerjam knjigo, ne, vsi tile notranji monologi, ne, tako se ti Aljoša omenil, v knjigi delajo, ker ti dajo neko plastiko teh likov, tudi zgodbo potiskajo naprej, pa kao, veš, vse te neki dovtipi, kako on, vsi so kot neki psihološki mastermindi tam v knjigi noter, ker vsaki najmanjši dovtip razložijo, ne vem kak. Medtem ko tukaj pa že takoj prva scena, to je 3. minuta filma, ko on Emperor nažene kao glavno Reverend Mother Bene Gesserit ven, pa ona takle posluša za zaprtimi očmi, kao, pa reče, here it comes. Veš, v notranjem monologu, zakaj si mogla za to, veš, zakaj? Dosti je takih stvari, ker se govori o tem, kar se vidi, ne. Ja, je vedno najslabše za vsak film, ne. Ja, mislim, da se ne kaže. Pa nekak režiserji po pravilu vejo, da pač tale voice over, to je flikanje problemov, ne, in v bistvu, da... Ne, pri literaturi, pri adaptacijah, predelavah knjig, so voice-overi pogostejši kot sicer, ne? Ja. In če zna režiser to uporabiti, je lahko to super, ne? Je dobro, da naštem je en dober primer voice-overa, no? V tele Ferrante Genialni prijateljici je zelo v redu uporabljati. Jaz poznam film, ki mislim, da ni, a je Kiss Kiss Bang Bang po literarni predlogi. Ne. Tam je recimo voice-over. Tam je super, ja. Ja, pa mislim... V tem žanru sploh, v detektivkah, je voice-over zelo pogost, zato ker mora razlagati gledalcu, butastemu gledalcu svojo klus, ki jih je našel. Okay. Ker dosti težje je pokazati, pa ker ima ponavadi zelo šarmantni tudi glas. Recimo Sherlock serija, ne? Tam ni, pogosto ni direkten voice-over, čeprav je tudi, slišiš misli, ampak recimo so pa stvari, vidiš SMS-e, vidiš tako, vidiš njegovo dedukcijo pač napisano. Okay. To se mi zdi ful dobro, ne? To je vizualni pristop. To je pač drugačen primer. Ali pa House of Cards, ne? Kaj? Obračanje, mislim, podiranje. Ja, dobro, sem to pa gledališče stari, to pa prebijanje 4. zida, to je nekaj drugega. Ne, sem se naj voice-over, ti razlaga, kaj počne. Ok, bom reči rekel, tako je lepa izpeljanka voice-overa. Ja. Ampak ful delno. Naprimer, slab primer je original theater cut Blade Runnera, naprimer, ko so čisto zafukali. Glik si misli reči, Ne, sploh, ker tam pa zveni, ne, ker eden od ključnih fajn stvari pri voice-overu je, če ima človek tak glas, ki te pritegne, ne? Tam pa je tako očitno, da njemu ni bilo do tega, ne? Ker jaz ne vem, če ima ker film voice-over z dolgočasnim ja, pa s tem, da je tam je pač vsa fora tudi v tem, da je on, da Descartes in vse to mora zveneti malo nečloveški in mora biti pač malo otojen in tako, da imaš pač ti to idejo, ali je on android ali ni, ali kva hudiča je. Je boljše vizualno pokazati. Ja, se to ti pravim. In ravno zaradi tega ne bi smel biti voice-over, ker kljub temu, da zveni zdolgočaseno, človeči lik, ne? Mi pa nočemo, da ga človeče, ker v bistvu moraš ti od zunaj opazovati in biti, si ti zdaj eden njih, ali kaj si. Ja, ali pa če obrneš logiko, ne, da pač, če že moraš pokazati človeškost lika, pokaži. Ja, valjda. Pozami tako, ne. Valjda, posod. Naprimer, to samo za, samo šli pol naprej, ampak samo za intermezzo, ne, naprimer, kako pokazati odtojenost človeka, lahko vidite v seriji Mr. Robot. Ko so prav razvili posebno estetiko, kako pokazati glavnega protagonista, kot je čisto odlepljenega od našega sveta, ko on živi čist v X sceni. Tako da pač vizualno se to da. Zdaj pa Lynch, ki pa je vizual sam po sebi, glih kar je bila njegova razstava, tle v Ljubljani njegovih grafik, pa fotografije, pa, a veš, tle pa ono, kva je bilo stari, kva se je zgodilo, prvo premol trave v Meksiku, kjer si snimal, kva, ne vem, mislim... Tega še nihče ni rekel, da je bilo v Mexiku. Pač ne vem, oziroma njemu ni dal, ali kaj. Jaz bom glih zdaj začel gledati Narcos v Mexiko, tako da ne mi pokvariti. Ne mi kvariti serije. Mislim, da enostavno se je znašel pred preveliko nalogo, ki
ji s svojim pristopom k delu ni bil kos. Mislim, ne nazadnje, Razorheada je snimal kaj 5 let ali nekaj takega. Ne? Pa tudi, veš, on je vajen malo, mislim, nima on scen nekih z 500 ljudmi na setu in to, jaz ne vem, koliko on to zna, ne. In pač, tako sem rekel, akcija, pač nekaj čist drugega, veš. Nimaš ti pač teh nekih intimnih dram in nekih psiholoških naracij, ne pač ti res moraš fucking znati posneti 2 človeka, ki se hočeta zabost. Ne pa da zgledata tako, da te je Sting povabil na tango, mislim. Samo še ona luto bi mogel vem vzeti, veš, on the fields of gold. Desert Rose. Ne. Še en dober naslov, zdaj pa se ne moremo odločiti, ali bo naslov. Boys ali Desert Rose. Čeprav dober intermezzo v knjigi, ne, imaš Halleck, ne, Gurney Halleck, učitelj Paula Leta, igra baliset, ne. Paul Atreides, ja. Ja, igra inštrument baliset, ki bi naj nekako bil lutnik, kako se to pravi? Baliset. Ni da se da prevesti. Ja, to je pač... Se kitara tudi ne prevedemo. Žitara. Ja. No kao, samo tako zanimivo, da v bistvu Sting, ki je pač bila to ena njegovih večjih vlog takrat. Ni igral Gurnija Hallecka. Ne, vem, da ni igral Gurnija Hallecka, ampak on je ful zdaj tripa na tole luto. Lutnjo, to pa res je. Igral Gurnija Hallecka, v filmu igra Patrick Stewart, za eni svoj prvi vlog. In to je ful dobro povedal. Pa Jack. Ja, Patrick je zakon, to je nerdgasm totalno. Ful je dobro povedal v enem intervjuju, ne. On je dejansko dobil vlogo, ker so mislili, da je nekdo drug Patrick Stewart. Pač dosti generično ime, ampak pol so ga že imeli v Mehiki, pa so rekli, okej, ne. Prav se znaš igrati, naj ti bo, ne. On je bil tak dosti theater nerd in ni vedel, kaj stvari, ne. In pol mu reče, Sting pride, ne. Pač sliši. Pa Anglež je, okej, v redu. In potem se pač pridete skupaj, da se družite, če pač sta oba Angleža, kač ta. In pa reče, ti pa sem slišal, da si glasbenik, pa s tem reče, ja, ne. Pa reče Patrick Stewart, no, kaj pa igraš, ne? Pa reče bas, ne? Pa reče, ja, kako muziko pa, ne? Pa reče, oziroma ne, kako muziko, kako se reče bendu? Pa reče, Police, ne? Pa valjda reče, to je si v policijskem orkestru. In potem se s njim ni več družil s Patrickom Stewartom. Ja, Patrick Stewart je bil nerd, kdo bi si mislil. Ne, se je. Je pa lahko igral toliko starejšega človeka, ker je bil plešast. Ja, on je zelo hitro. Pri 17. 19. Ja, lej, mislim, Patrick Stewart kot Gurney, pa Duncan Idaho, ki ga je igral, da mi hitro zbrski tole, kaj že on igral. Richard Jordan. Ja. Pa Jürgen Prograv, ne, ki v bistvu pa igra leta starejšega, ne. To so vsi hudi igralci, pa v bistvu oni zelo dobro odšpilajo, no. Kljub temu, da imajo zelo omejene minutaže, ne. Ja, ne, pa tudi tale Virginia Madsen kot Irulan je super, pa Francesca Ennis. Mislim, zelo, še Dean Stockwell je, pa Max von Sydow je pa Keynes, no. Mislim, ka tak, glede, če greš zgolj igro gledati, ne, isto ni tako slabo, ne. Igra sama je čisto na mesto. McClellan. Ja, McClellan je ni glih rojni igralec, no. Ja. Razen v Linčevih filmih, očitno. Predvsem ona scena, ki sicer ni v knjigi, ne, ko se tam v puščavo zadere, Father, the sleeper has awakened, kaj že... to reče. Ko dobi modre oči, ne. Ja, v bistvu takrat v knjigi je to zelo pomemben trenutek, ne. Ja, pa ne reče tega. Ne, seveda, da ne reče, ne, ampak on se takrat za svojo mami pogovarja, ne, da v bistvu kao, da ti si dobro vedela, kva mi je ta planet naredil, pa ves ta spice v luftu, pa dobro proklete čarovnice iz Bene Gesserit, kao, porinile ste me v neko nemogočo situacijo, kao, in se mu začne možgan odpirati, ne. Pa čisto za njega ful pomemben trenutek, samo filmu je pa to narejeno, ko ga on kriči v nebo, kao, oče, zbudil sem se. Ja, pa to je taka Kristosovska. Ja, samo on je, ker če destiliram, ne, mislim, rečemo, ne, če destiliram, to je v bistvu mesijanska, profetska zgodba, ne, v bistvu mesija, ki pride med ljudstvo in... Sej, tukaj je dost potem ta problem rasizma, ne, inherent, pride isto kot v Avatarju, pride belec, tujc in domorod se odreši, tak da postane njihov voditelj, ker je valjda najboljši med njimi, ne. Ampak vsi imajo modre oči, tako je, pa superhuman so, tako da
tudi ena taka. Čeprav njega pričakuje prerogba. Enih par razlik je tu ključnih, pol se še v naslednjih knjigah bolj izrazijo. On nikoli v knjigi noče biti ta prerok, on noče vsega tega. Ja, on se tudi boji. Kaj bo džihad prinesel, ker on ga vidi. On vidi v prihodnosti, da bo ful ljudi umrlo, če bo on prevzel to vlogo in se trudi in mu ne rata. In v bistvu je prav tak konec, on na koncu zmaga to, kar je naredil, ampak tega pa ne uspe ustaviti. In potem v drugi knjigi takoj na začetku zveš, njegov džihad je 60 milijard ljudi pač pobil, ker grejo pa potem prisilno... So si že zaslužili. Prisilno po vremenevanje ali kakorkoli v njihovo religijo celo galaksijo spremeniti. Ta feminizem in ta. To lahko mogoče zdaj prešaltam na miniserije. Ker kanal Sci-Fi je leta 2001 produciral prvo miniserijo, torej kao remake v 3 delih po 1 uro. Meni osebno je malo bolj poln, malo liki dobijo več minutaže, sicer so čist drugi igralci, pa vse levo desno, ampak William Hurt, Jared Leto, Alec Newman. Jared Leto. Shit, sad bi rekel, moja desleksija je danes na 11. Leto je 3. William Hurt pa res ne more biti Jared Leto. Pa Rabana igra Laszlo I. Kiš. Okay. Njega od starega Lazlota. Ker v bistvu ta miniserija meni je bila všeč. Ne zdaj top shit, še posebej, če gledaš v smislu 2001, torej čas nastanka, da pač je zamejena z specialnimi efekti pa režiserskimi prijemi, ampak liki so pa malo bolj plastični, če zdaj primerjam z filmom. Torej, sam Muad'Dib oziroma Paul ima dosti več minutaže, njegova dilema je dosti bolj razdeljena, njegov odnos z Čani, njegovo veliko ljubeznijo je dosti bolj razdeljena, pa tudi Harkonneni so meni malo boljši v miniseriji, ker zdaj, če smo čisto odkriti, tale Vladimir Harkonnen, baron, glavni antagonist, je v Lynčevem Dunu pač nek madman, on je norc. Totalna karikatura je. Takoj, ko ga srečaš, že prve scene si tak, ti si pač idiot. Samo to je v knjigi še bolj. Ne pa ni, meni je v knjigi on inteligentni motherfucker. Ja vem, ampak prva scena, ki se pojavi, je tak pulpi, da bolj ne mogla biti. Prav filmsko je narejena, da vidiš, kako se globus vrti, samo roka ven iz sence moli in potem se... Ampak jaz se vseeno strinjam z Vitetom, da je malo bolj inteligenten v knjigi. Je bolj inteligenten, ampak vseeno človek, mislim, je en skupek stereotipov, ki bi težko bil bolj. Mislim, bodimo odkriti. Mislim, on ima najprej ono sceno, ki v bistvu porejpa skozi nipl enega tamalega, pol leti non-stop po luftu, ki mu se cedi, pa pretežek ima neke antigravitacijske nosila, ali kako se ne to izrazim. Lebdilniki. Lebdilniki, hvala. Lebdilniki, ampak v knjigi je on ful preračunljiv, pa non-stop sumničal, pa sumničal do svojih nečakov. Potem, kako je tudi sumničal do cesarja, emperorja. Nikomor ne zaupa, on je zelo dober strateg. Ampak vseeno je... Mislim, zdaj mi povej, kje v Lynchu vidiš ti malo te neke hude strategije. On tam je neki ali pa lebdi v luftu, pa se smeji na polnost kot neki norc. Bolj imaš občutek, kot da je njegov mentat, ki ga je špila, kako že Brad Dourif, torej Pete de Vrisa, da on bolj brihne, medtem ko pa a veš. Ja, to je res. Če sam za kontrast se mi zdi, da v bistvu tale v miniseriji so Harkonnen in predvsem pa Vladimir malo bolj plastični. Se tudi Fade Rauta ni Sting. Nič ne date mu. Itak. Damo čudovit glas. In v kopalkah onih. Tako da, mislim, meni osebna serija čist na mesto. Da,
če zdaj ne greš knjig brat, ne, da pač pogledaš miniserijo, meni je bilo to zelo zadovoljujoče. Mislim, knjige, ne, to še zmeraj prva knjiga. Prva knjiga, so potem naredili tudi drugo nadaljevanje, Children of Dune in to glih, si prej omenil, ne, torej kako se v bistvu tale džihad, ki ga pol predvidi, ne, v bistvu potem tudi v drugem delu miniserije, zopet po 3 dele 1 uro, Children of Dune 2003, če se ne motim, se pa potem razpleta z posledicami džihada, pa potem tudi posledicami, ki pol se mora soočiti z fanaticizmom, pa z, kako se že rekel, abominacija? Prekleta, ne, to na njeno sestro, njegovo sestro, ki zapade v probleme. Ne, in no, pa James McAvoy igra tudi. Ja, tudi to, ja. Ne, njegovih prvih malo večjih vlog. Kratka igra James McAvoy. Zelo mlad McAvoy. Ja, ker meni ten favorit. Mislim, jaz v miniseriji še nisem gledal, to mi je ni ratalo. In zanimivo, McAvoy, isto kot Patrick Stewart, isti lik igra Profesor X stavba, ne? Ne, striga, ja. Ja. O, to je pa kar za dipka. Se vse spet imamo že razmisliti. Tako da ljudje, če imate kakšne začimbe pri roki, to je res za razmisliti, no. Ta naključja hollywoodska. Ja. No, tale Children of Dune dejansko združi zgodbo 2. in 3. knjige. Ja, kaj že Dune Messiah pa Children of Dune. Meni je dober, no. Meni je bil boljš kot prvi film, ker se mi je zdel preveč statičen, ampak tudi se vidi v teh 2 letih, koliko je začel sci-fi takrat kot mreža napredovati, ker potem recimo Galaktika pa Starcraft, Gate Universe, ki sta kasneje prišla, sta full bolj dodelani seriji, ampak prav na Dunu so se unovčili. Čeprav Dune, pozna se to, posneto je bilo na Češkem, ono potem kasneje so v Vancouveru snemali ta boljše stvari večinoma, ne. Ampak ja. Lokacija. Ja. Bi se še pogovorili o par teh temah, kaj menite, da je spice melange? Ok, gled, dost obvious je že takoj prvič, ko bereš glede na letnico LSD, ne? Ali pa bolj LSD po mojem kot marihuana, pa tudi nafta. Ja, oboje, pač metaforično je, nafta je puščava in tako. Čeprav, mislim, da Herbert je bil zelo v kontaktu z, mislim, da je dost se navdihoval nad indijanskimi izročili, ne, torej Native American izročili, tako da je imel nekaj, mislim, da je imel tu bolj ono misli kot pejotl, ne, meskalin. Nekaj šamanske bolje. Tale spice melange je torej, kako že reče, geriatric drug, ki ti razširi obzorja pa zavest, hkrati pa podaljšuje življenje. Kar se potem vidi v kasnejši God Emperor of Dune, ne, kjer pač vnuk je, ne vem koliko, 3000 let star, nekaj tazga zaradi tega. Sorry. Po drugi strani pa ima v bistvu on v knjigi noter zelo zasidrane ekološke momente, ne. Torej, kako je že tale ekolog Keynes, ne, v filmu od Lynča ga špila Max von Sydow, ne. Sicer ima zelo zamejeno minutažo, res tako bedno, v miniserije malo več. Malo se pojavi, mislim, v knjigi je kar pomemben lik, no. Del knjige so še tudi 3 appendiksi in v enem od njih je pač njegov backstory tam potem razložen in je zelo... Mislim, všeč mi je bilo to v knjigi noter, ker v bistvu ta ekološka podstat, v kateri fremni v bistvu naslanjajo vso svoje upanje v bistvu za svoj planet, ki je popolna puščava. Tu se ne pogovarjamo o nekih oazicah, tu se ne pogovarjamo o nekih vadijih, kjer vsako, ne vem, zimo preleti neka voda. Tu ni nič. Razen polarnih scen, ja. In v bistvu v knjigi je noter to dosti razdelano, medtem ko vse filmske adaptacije ali pa vse televizijske pa ga preskočijo, to dost na grobo. No zdaj, tole ekološko noto, ne, on je bil full, so ga te stvari zanimali. Herberta. In idejo samo je pa dobil, ker je zvedel, da so v Oregonu, kjer so tudi puščavske sipine, kljub temu, da je zelo, ampak ob morju so, ne, kljub temu, da je drugače zelo zelena, gozdnata dežela, se je tista puščava, oziroma tiste sipine se pesek širil, ne, notranjost ga je veter prinašal in potem so ugotovili, da če določene vrste rastlin posedijo gor,
da bojo sipine ozelenele in se bodo nehale premikati. Ja, kao na privetrnih stranih sipin, kjer ni takšna erozija, da potem in to je noter vključilo, to mi je bilo zelo zanimivo. Zelo hortikulturno. Ful si je vzel cajt. Jaz mislim, da prav napisano, on je 4 leta samo študiral o različnih tehnikalijah, knjige, v bistvu kulture, ekologija, on je v osnovi on je šel tja v Oregon, da so mu to razložili, potem je pisal svojemu agentu, super, jaz sem tu ful idejo za članek, pa da osnutek in pol. Je rekel, gledaj, ta osnutek je res za nič, razumem, to je navdušenje, ampak daj naredi malo boljši, da lahko nekomu pokažem, da mu prodam. No, nikoli. Ampak je pa potem, ko je ful teh stvari naštudiral, on dejansko postal svetovalec pri razvojnih projektih Združenih narodov ekoloških in pač ful stvari vedel. Tako da, vidiš, če se greš nek research delati za knjigo, se ti lahko pol splača, pa imaš... Jaz sem imel taki občutek, da v knjigi to ful dobiš en tak feeling, da je v bistvu samo mogoče ene zadeve preskoči ali pa na grobo opiše, ampak da ima neko podstat, veš, da je na mestu. Kar je pa ključno tukaj, eno prvih del je, kjer pač literature nasploh, ki se ukvarja z ekologijo, kjer se pokaže zavedanje, da je to sistem, da vsaka stvar vpliva na drugo. Kar se nam danes zdi čist logično, ampak takrat še ni bilo to. Leta 65. Ja, in potem pač imaš tudi ful o pač terraformingu je not ogromno, kar je pol postalo osnova mnogih knjig, kot recimo ki ima Stanley Robinsona Mars trilogija. Tako da ja, takrat je hard science fiction pomenil, da so ljudje potovali po vesolju in so to računali, kak je vesoljska ladja mora biti zgrajena in tak dalje. Tukaj pa je tale hard del dal v tole ekološko štorijo. No, mi tukaj smo tle, ja. Tukaj smo. Je to hard science fiction? Ne, bomo čisto na koncu. Jaz bi, veš kaj bi jaz, Vajo bi vprašal, kao glede na to, da smo zdaj omenili te, torej 2 miniserije pa film, pa knjigo poznamo. Imamo pa potem torej v bistvu prapočelo teh vizualizacij je pa Hodorowski, ki je pa, sem zadev, Hodor. Skratka, on je začel kdaj? On je začel od Dune študirati po Holy Mountain, mu je francoski producent rekel, stari, nared, kaj ti paše, in on spod ni knjige prebral, sem slišal od kolega, da je pač Dune je cool, dajmo to narediti. Ampak pogledala sta dokumentarec, isto kot jaz včeraj, in mene je sicer odpihnilo, ampak nekaj me zdaj zanima. Kako se vama zdi, kaj bi bilo boljše? A veš, ker v bistvu film ni bil narejen. Iskreno rečeno, pač mene impresionira tista storybook, ker je tako ima na unikalni misci, ki zgleda my fucking god. Ne škoda, je to kje v prodaja, se ti to vidno. Ne, mislim, da v dokumentarcu je rečeno, da samo 2 izvoda obstajata. To bi bilo fino, mislim, ponatisniti in tako, skoraj kaj je kot en strip, ker ga vsem delo tale... Mobius, s katerim jaz poznam pač njegove, te, kar smo že rekli, metabarone, in mi je več se bilo, ko sem gledal te skice in tako mi je bilo, pa fakt, jaz to nekod poznam, te like, pa tako seveda, ker on pol to res vključil, ker sta to vključila v ta strip, Ne vem, meni izgleda po eni strani zelo veličastno, po drugi pa tudi malo kičasto. Tista vesoljska ladja na začetku, ker sem tudi na Instagramu postal včeraj, mislim, to je meni zgleda tako hipijevsko. Noro, Ja, tako da si res težko predstavljam, ker že Lynchov film se mi zdi na trenutke malo preveč barvit za puščavski planet, pa to. Kaj šele, da je bilo to neki totalne colorful, čeprav recimo ta začetne scene, tiskar razlago, pač kako oža vedno bolj, tudi se mi je kar dopadlo. Tudi neki kostumi so bili meni zelo všeč, ampak meni so bili tudi v Lynchovem filmu kostumi, še kar no, tako. Se mi ni zdelo, da je tle največja napaka, kostumi so še najmanj. Ampak tako, ne vem, jaz bi ga z veseljem videl, vedno sem pa tudi skeptičen do teh velikih projektov, ker se pol na koncu izkaže, da seveda je to, da je včasih kak projekt boljši na papirju pa na ideji, kot pa v resnici. Enako je s tem Gilliamom in njegovim Don Quixotom, ker je tudi, to je projekt, ki se vlekel 2 zilijona let in ne vem. Od 95. Ampak zdaj je narejeno in ni baš nekaj, ne vem, kaj če spremljati. Ampak se je drugače narejeno, mislim. Dobro, drugače narejeno, a veš, tudi on bi se mogel ukloniti, ker če je to bilo 45 milijonov za Lynchov film, koliko bi bil on?
Manj, dejansko. On je imel znotraj budžeta, ki bi bil čist bolj sprejemljiv. Ne vem, ali sem slabo pozoril. On pove, edini problem je bil, da tudi s tistim budžetom niso njemu zaupali, ker je bil outsider iz Hollywooda. Tako odkrito povedano, ko ga človek gleda na intervjuje, mu tudi jaz ne bi dal denarja. To je to, ne? Po drugi strani jaz bi mu dal lučko, pa ga domov poslal. Po drugi strani pa, ko razloži, kako je prepričal vse te ljudi, da se mu pridružijo, pa imaš neko idejo, da mogoče pa bi... Ja, z aurom je bila najboljša, pač, kaj on mu kar nekaj strelo, on ga je zagledal in mu kar neka aura začela ven, My Warriors in ne vem kaj. No, pa tako, drugače, ekipo, ki je zbral, je fascinantna. Ta nora. Tudi taka je Giger, HG, kaj je? Ja, tako je Alien delo. Ja, Ridley Scott je bil vklopljen pa... Ne, mislim, kasneje. Edino Mika Jaggerja mu pa zamerim. No. Mislim, da je tu Sting boljši. Ne, res, to smo se prej že zmitili. Meni Sting je Sting tok campi, pa tok douchebagerski, že zgleda tako mi je en, to je pa Sting. Takoj, ko ga vidiš, ga zasovražiš. No, ker se že takoj slišiš polizi v glavi, pa si, fuck, daj ga, fenti ga. Pa te pol to drži skozi cel film, pa tako na koncu pa ga ubije, pa še ono zemljo pod njim, pa si rečeš, tlemaš Sting, tlemaš, nehi. Sam pol je imel še kariero, pa še solo kariero. Ja. No, mislim pač, ekipa, ki je res nabiral, pač zgleda, kot da bi to bil res film vseh filmov, ampak po drugi strani, veš, tu je tudi ena taka žanrska zgodba, da ni za to, da bi zdaj človek rekel, da bo to film, da bo to nov Godfather ali pa ne vem kaj. Pač lesni, jaz sem malo skeptičen, imam rad Dune, všeč mi je klasika, ampak dajmo pač ene stvari so pač čistko simple storija je, vse prvi knjigi. Kak se vam je pa zdaj najbolj insane del filma od Hodorovskega, torej Konec, kjer planet dobi zavest in odleti skozi vesolje in je bilo tako, wow. Mene je to čisto noro. Mislim... Meni je žal, da ta film ne obstaja. Ne? Mislim, vse milijon takih projektov bilo. Jaz sem o tem filmu pisal za Delo, skupaj s še enim propadlim projektom in sicer Death of Superman, ki ga je Tim Burton že začel delati in kjer bi Supermana igral Nick Cage. Ne? In tisto tudi zgledalo vizuali in vse izgledalo čist legit. Ne? In zadeva ni bila izvedena zgolj zaradi tega, ker je Clooneyjev Batman... Clooneyjev Batman je tak face flopno, da so rekli, ok, ne bomo delali stripovskih filmov, pa pač obvesli Tim Burton je hotel imeti dosti denarja za ta projekt. Ampak kako bi izgledal... Svojo ženo, da lahko še bila noč, to ni mala stvar. A ja, ni še bilo... Ni še bilo, Helena Bonham. To bi zelo slab film, no, brez nje. Jaz ne verjamem v filme brez nje, no. Mislim, mora biti, tako. Kaj pa zgat the Huts for Helena? Sorry, to je tako, ker zdaj mi bo pač manjko li, ne, v Marvelovih filmih. Pač sorry, jaz upam, da je sicer posnel, za unga je posnel, ne, za Avengere. Pa te dva, ki zdaj pride to... A je tudi že za Marvelov, pa Spideyja. Drugač pa še en film je v pripravi, ne? Zdaj, če si bil tak navdušen, da Stinga tam ubijajo, kaj torej meniš, da bi tu bilo treba Bonota? Wait, what? Čak, se ne bo Bono noter. Ne bo, ampak če že nekaj za sekundo, da si me dobro. Lahko bi pa bil, po moje bi bil Bono, je tu tak dušbe, pa še one špegle svoje oranžne mora imeti gor, pa si prav tako, zdega dej, tako je. Ne, jaz imam idejo, Eminem. Ok, Eminem je tudi mogoče, a pa, ja. Čeprav še o meni gre na živce tako po... Fade Rutha, Eminem. Malo mlajši mora biti, ne? Ja, malo mlajši. No, Eminem zgleda super. Justin Bieber. Justin Bieber. Tudi dobra, lepa. Ne veš, kaj meni Justin Bieber je bolj všeč od Eminema zadnjem cajtu, tako da. Nov film, dajmo to še na hitro. Čakaj. Nič mi na prehitevi, zato ker veš kaj pa meni najbolj tragično pri temu, ker v bistvu jaz včeraj kar milo se mi je storilo, ker v bistvu mu ni ratalo narediti Hodorovskemu. Pa se ni izgledal tako razočaran. Ja, meni se pa milo storilo. On muc je malo mjavko. Mislim, jaz kot, on se zapumpal kot veliki avtor ali pa umetnik, pa tak naprej, ampak čist dobro pa štekam, da se v bistvu čist zapališ za nek projekt, pa ga študiraš, pa planiraš, pa že cash zapravljaš za njega, pa z ljudmi se pogovarjaš, pa levo, desno,
pol pa ti hollywoodski kravatarji govorijo, predolg je, kva imaš to, mislim, to je noro, v bistvu, da je 14-20 ur, pa jim je on celo nazaj govoril, ja, kva je problem, jaz bom pač to naredil, vam ni jasno, da to moj dream, ne, tako se vam flipa angliščino, it's a my dream, kao, ja, veš. My name is Mario, ja, v tej smeri, ja. Mislim, milo se mi je storilo, pač tip ni svojih sanj dosegel, no, a veš, mislim, da on je 2-3 leta so delali na temo. V Parizu so bili. Ne, trenirati. Ja, ne, sorry, sam to je bila pa hardcore. Ja, je bilo, ne. To je hardcore bolnija. Njegov sin je 2 leti je treniral z nekim kung fu, jiu-jitsu, ne vem, parkour masterjem. No, to pa ne moreš delati. Mislim, on ni najbolj čisto v glavi. Ja, absolutno ni najbolj čisto. Sem gledal ta njegov Holy Mountain in ko sem videl te prizore, to sem pa izgledal, sam fakt, to je bila totalna bolanija. Nekaj mislim, dajmo se potem nekaj vprašati v dokumentarcu, eno dobro vprašanje, mi je včeraj res moja možganske brbončice zašponalo. Torej, to je bilo leta 75, tu nekje, ko smo potem odvzeli, pa so prenehali z razvojem projekta, to je bilo pred Star Warsom, ne. On je takrat full šibal tale storybook, ne, po vseh hollywoodskih studijih in se celo izkaže, da so v bistvu potem pokradli par zadev ven, različni filmi, različni avtori, bla, bla, bla. Ampak, zanimivo vprašanje, ker pa ga je noter postavil, pa je, predstavljajte si, torej, blockbuster film science fictiona je Star Wars leta 77 zacementiral, kako to izgleda, kako se to obnaša, kako se piše, bla, bla, bla. Zdaj pa, če bi pa Hodorovski prvi to naredil, a misliš, da bi bilo to full drugače, ali bi se v bistvu blockbuster drugače obnašal, ali bi se sodoben science fiction drugače obnašal? To je pa full... A ni dobro vprašanje? To je full dobro vprašanje, ja. Ker Star Wars je bil za sci-fi drugi prelomni film po Odiseji. Ja. Ampak pol bi Dune bil tu vmes še dejansko. Ja. Sem s tem, da meni Star Wars pa Dune sta si kar podobna. Ne? Enako mi to boš ti imel pripomba, da tudi Star Wars ni glih science fiction. Ne, meni je to vesoljska opera. Ja, in enako je z Duneom meni. Pač tle se strinjam z mitom, da to pač ni čisti science fiction. Ne? Da tle kaj, film ali knjiga? Knjiga oboje. Meni je bolj fantasy. No? Stvar vleče na fantasy. Dobro, je prihodnost. In so neki elementi pač tehnike, mislim, da dosti razloženo je kak in v bistvu je pač namesto, da je tehnologija nekaj, kar od zunaj damo nase, je, da bi sebe evolucijsko lahko razvili v tej smeri, ampak ni zdaj pol vse skupaj toliko farfetched, kot potem pa se bomo združili dobili, ne vem, z mašino, z psi ali pa z mašinami ali pa karkoli. Pa poleg tega pač glede na timeline, da je to 10,000 let minilo, ne, je to nekaj, kjer bi se skoraj da genetske spremembe, če bi ti tega se resno lotil. Meni osebno ima to elemente science fictiona, ampak sama zgodba v defaultu pa ima... je pa mesijanska pravljica. Na pol srednjeveška v bistvu kao moralka. Ampak, veš, tu imam zdaj potem jaz moj problem, ker zdaj science fiction, če ga po eseju Joanna Russ iz leta 70, ko je ona skušala literarnim kritikom dati orodje, kako v bistvu vrednoti science fiction, ki se takrat množično pojavljal, je rekla, kao science fiction se obada je dvoje stvari. Ukvarja se s fenomenom, po drugi strani je pa didaktičen. Kaj pa pomeni to? Ne? Didaktični je lahko torej, da predajaš znanje, da učiš ali pa predajaš moralo, da furaš moralko. In to v science fiction dela dobro, če gledaš Star Trek, naprimer, oni v čisto vsakem delu se skušajo neko moralko. Ne? Zdaj s fenomenom se ukvarjati, ne vem, tukaj Dune nekako zdrži, ukvarja se s fenomenom drog, genetike, ekologije, ostalo pa niti nima. Tehnologija niti ne, to, da je časovni okvir postavljen 10,000 let, recimo, kao naprej, niti nima take veze. To, da pač oni potujejo v vesolju, v knjigi tega niti ni napisano in so tukaj, pol so pa tukaj. A veš, in mi zmanjka za neko plastičen science fiction. Veš, ja, vem, ampak imaš pa še na koncu, recimo v dodatkih, ki so tukaj del knjige, ne, cel razvoj religije, kak je prišla do tja, kar se mi zdi tudi spet fascinantno in je zelo nenavadno za science fiction, ampak je pa pogledano, kak bi bilo, če bi bilo. Dobro, zdaj razlike med fantasy in pa science fiction so itak tanke, ne? Ker to je zdaj dejansko, če bi ti iz Game of Thrones recimo pometal ven zmaje in bi bili roboti
in če bi oni ne bi imeli, ne bi bili živi mrtveci, ampak bi bili neki androidi, ne imaš takoj science fiction. Ne. Pač gre za elemente in za to, kako ti uporabljaš tlo, ampak v Dune je preprosto tega absolutno premalo. V Dune je skrovna štorija, ta čisti fantasy o familijah, o to, kar ima tudi Star Wars, to hočemo spočeti. Star Wars pač, imajo te lightsabere, ampak dejansko pa potuje po vesolju, vse ostalo je pa pravljica, pa so familije, pa so sage. To so čarovniki v vesolju. Čarovniki v vesolju, no to je tisto. Mislim, ker dajmo se čisto osnovno vprašati, če je science fiction didaktičen, da te skuša naučiti neko moralo. No, to je sicer sporna. Ja, se meni tudi, zato bi rad to enkrat debatiral, mogoče nekih danes. Žal mi je, da sem zadnjič zamudil, naprimer, debato v Trubarjevi hiši o znanstveni fantastiki, naprimer. Ampak, kaj ti skuša Dune dopovedati? Kaj je potem didaktično pri Dune? Naprimer, samo tako. Da so droge kul. Da so droge kul. Da so droge kul, pa da je ekologija. Pa da če imaš kul preveč drog, se moraš paziti črvo. Ker se neko pripridejo, pa te Evropajo zelo. Pa če so vsi na raki, so tak na drogah, da črve vidijo vse posod. Po moje bolj to je. Tudi možno, zakaj pa ne? Ne vem. Dobro, jaz se strinjam, da neka zmerna didaktičnost je del science fictiona, ker je pač vedno neko svarilo pred kako nas bo tehnologija. In tukaj je o tem, da tehnologija, oni so že prek tega, tehnologija bad. To je že zadnje. Ja, samo Butlerian džihad je omenjen v enki, v Dunu, zgolj kot pod listek. Ampak omenijo tehnologijo bad. Ja, ampak ni to neko srednje gibalo. To ni to, rečemo, da bi oni zaradi tega bili... Ne, ampak zaradi tega razložijo, da pač so oni mentati človeški računski stroj in kak deluje. To je origin story mentatu, that's it. Vem, ampak ne, saj jih imaš tudi kak delujejo. Ker rečejo, vsake momenta to reče, zdaj mi pa da... Se so elementi, se pravim, da obrazlaga v bistvu, da je bolj plastična ta rasa mentatov, to štima, ne? Ne, ampak osnova štorije pa je fantasy. Pa je fantasy, ne, to. In tukaj imam vedno problem, kako prebereš, kao Dune, temelj science fictiona, kao klasika, pa is it really? Is it? Klasika je super knjiga, rad s njo prebral, pogledal. Problem je tudi pač znotraj konteksta, je mogoče njim bila bolj science fiction, kot pa nam, ampak takrat tudi žanr sam še ni bil to, kar delan, ker ni bilo toliko. Fantasy je takrat pomenilo dobesedno Wizards, Tolkiena, pa Vilince. Se tudi danes se pač fantasy ful že deli in ful ima različnih teh. Imaš high fantasy. Pa te fore, tako da tle itak. Bomo to prišparali za eno epizodo, ki si že dolgo načrtujemo, da bomo eno res udarili v žanru, kaj to žanr je, pa kdo to žanr je, pa zakaj med žanr, pa zakaj ne. Zdaj mogoče še, a je kdo dva igral igro, računalniško igro, da ne bom rekel igrico. Jaz, tako lahko povem, da sem jo igral, ampak jaz sem bolj slab pri strategijah, tako da sem jo tudi zelo hitro opustil. Jaz sem jo obrnil sred mature, tako da kljub temu sem naredil maturo in obrnil to igrico. Vidite, otroci, lahko imate in kako že in torto in ne, čakaj. In jo pojeste. Tako. No, oziroma, gledajte, špilajte igre, samo res se potrudite, da ste vsaj na izpitu. Lej, pa odgovornega starša. On dejansko za razliko od naju je starš. Pa dejansko sem bil na maturi, nisem špilal igre med tem, ko je bila matura. Ampak medtem, ko bi se moral učiti. Igor, ti si pripravil tudi neko muziko, ki je inspirirana z Dunom. Ja, to me je pač čisto fasciniralo. Tega ogromno, ampak najbolj lušna štorija iz tega mi je... So Iron Maideni. Iron Maiden so naredili komad To Tame a Land in je o Fremnih in Dunu. In ko je Steve Harris Franku Herbertu rekel, če lahko poimenujejo komad Dune, mu je odgovoril agent od Franka Herberta. Ne, ker Frank Herbert ne mara rock bandov, še posebej hard rock bandov in še posebej rock bandov, kot so Iron Maiden. Burn! Potem se komad imenuje To Tame a Land, ampak vseeno govorijo o Fremnih in drugih. Ampak to se meni dopade, ker tudi jaz ne maram Iron Maiden, tako da mad respect Frank Herbertu. Drugače pa še ena, mislim, ful je komado, bomo dali en kup stvari. Prva plata od Grimes se imenuje GDI Primes in je malo weird, ni tak ful spevna ali karkoli, ampak je pa zanimivo v enem drugem kontekstu. Grimes data Elona Muska, človeka, ki hoče dejansko terraformati planet, tako da mislim, da ste se našla, ker prej je on datal tole Amber Heard,
ona bo v Aquamanu, ona bolj zgleda tak neka hollywoodska starleta, tale pa očitno ima intelektualne ambicije in umetniške z planeti. No, tudi, če smo premuski, v Hodorovskem Dunu, je bilo načrtovanje, se predvsem pumpal, da bi v bistvu vsak planet imel svojo musko. Torej, on je že dobil Pink Floyd, potem nek francoski band Magma. To mi kar dopadli, moram čekirati. Ja, to kar noro, mislim, sem bil, what the fuck, stari res njegovi warriorsi. Mislim, pa tudi toliko bolj noro je, ko potem zveš tole, da kakšna vizija je bila to, res kakšna... Ja, on je res mislil na vse tle. On je pač ta film je bil... On je, kak je že rekel noter v dokumentarcu, this movie will change the world, the humanity of young minds. Mislim, to je noro. Mislim, to mi je še taka na pol nora, blazna ideja, ki pa dejansko bi celo lahko uspela, razumeš? Zato pa je spravljeno, da je mogoče boljš, da ni bilo tega filma, ker se bojim, kaj pa, če ne bi bil dober film. Kaj pa menite o prihajajočem dveh delih? Denis Villeneuve, če kdo, pol on, da se loti te teme. Nimo zdaj kaj na zadnje, on že tega dal ven. Blade Runner. Blade Runner, prej Arrival. Pa prej Sicario. Mislim, ni, da je naredil slab film. Če kdo, veš, pri njemu mi je všeč v intervjujih, on govori, da v bistvu rad pušča stvari odprte, da je nek misterij vključen v tkivo filma, v tkivo umetnine. In to mi je zelo všeč in to v bistvu v vsakem filmu nekako izpelje. Naprimer v Blade Runneru reče, uporabil sem barvo rumena. Sem tako, what the fuck? Kaj se ti... Pa kao, lahko greste zasledovati, kao, ne bom vam sicer povedal, kaj sem s tem mislil, ampak tam imate, če želite gledati. Pa tudi film zaradi tega ne bo boljši ali pa slabši, samo, hoče biti, da v bistvu kao ta... Jaz zdaj rabim podnapise, nič nisem, jaz pač uporabljaj rumeno barvo. Rumeno barvo, rumene luči, potem tam pred Pesko v Las Vegasu, naprimer, določene scene v bistvu je prav namensko uporabljal rumeno barvo. Jaz se le to hoče biti, v bistvu je zelo premišljen intelektualen režiser, ki je tudi nekako na pol spiritualno razgledan, ne da je veren, ampak tako da zna mogoče spojiti glih prave elementa Duna, tako da ga je Hodorkovski mogoče. Hodorkovski skoraj. No, plus ena stvar je, Villeneuve je izjemen pri razvoju ženskih likov, kar je pa dejansko problem te knjige. In ful je zanimivo spremljati razvoj ženskih pač junakin skozi Herbertove knjige, ker tiste, ki jih je delal v 80-ih, so pa all about the women. Ker tukaj je pol v spredju, pa pač so ženske okrog njega, pa mu omogočajo, da se razvija, pa tudi s tem, da se same, oziroma da se same spremenijo. Medtem ko potem pa prevzame zadnji del Chapter House, Chapter House je planet, kjer home planet teh Bene Gesserit, in one so glavne junakinje zadnjih dveh knjig. One prevzamejo stvari in furajo svet in so moški čist v ozadju. In mislim, da je on nekaj, kar bi tu znal zelo... Ampak bi on delal sam Dune ali bi on delal celo serijo? On bi delal Dune v 2 filmih. Pol pa bi videli, kak pa kaj dalje. Mislim, že to, takoj rečeš, da močtivo mogoče že v defaultu razdeliti na 2, se mi zdi kot prvo trezno odločitev, kot drugo pa več materijala za potem uživati. Predvsem pa pričakujem vizualno bonanco. Mislim, to... Vizualno je on pa res. On je zelo močen pri tem. No pa igralsko. Mislim, izbira Šamaleja je kar perfekt. Ne vem, če bi lahko naš koga boljšega. Rebecca Ferguson za njegovo mati je tudi krasna. Zdaj pa bomo videli še, koga bo dobil not. Definitivno bi lahko. Bonota dalje. Čakamo Bonota. Ne, zdaj pa bom razočaran, če ne bo Bonota. Bono bilo bi Peter de Vries. Ja, tudi ja. Mora biti malo zloben, pa potem umre. Mogoče pa, čakaj, tale igralec, ki je z njemu že delal, v Enemy. Benicio del Toro. Ne, v Enemy. Jake Gyllenhaal. Yes. On je glih dovolj nor, da bi to naredil. Da bi bil kaj, Peter de Vries? Ja. Ja, okay. Cool. To bi se mi kar dopadlo. Ja. Benicio za Harkonnena? Ne. Pa zakaj pa ne? Benicio, super. Ja. Ne, Benicio... lahko dodaš ta intelekt, pa menacing, pa to. Pač malo ga zrediš. Gurney Halleck bi tudi šlo. Ja. Okay. Ja. Ok, torej hočemo Benicio. Vincent D'Onofrio. Za Vladimirja? Ja. Absolutno. Pa da mu da mal
Kingpina. Ja. zdaj itak brez dela človek. Reveš. Torej, tragično, še moramo povedati, da sem si zaslužil ceno. Okay. Jaz plačam rudno. Skratka, za tiste, ki še niste slišali, ukinili so Daredevila, kar pomeni zelo preprosto, zdaj pač Disney je že rekel, ne, da on bo sicer ne bi prevzel neke te stvari, ampak da ne more pa Disney pa tudi Marvel ne bo dovolil, da bi oni nadaljevali štorijo. Kar absolutno pomeni, da kvečemo, da začnejo znova. In je to. Majo pa še on pravico, pač Marvel za uporabo Daredevila. Netflix, ne Marvel. Netflix, zdaj pa kaj bo s tem naredili, je pa vprašanje. Jaz sem upam, da ne Defendersov. Od vseh stvari, če vse ukinejo, pa obdržijo v Defenders, se jim pa zdi tako, mislim, da je kak mashup še ne naredijo, pa podsuzajo ta cash, mislim, drugače pa... Jaz bi pa mogoče, a veš kaj, jaz bi film mogoče, no? Zakaj pa ne naredijo film? Zakaj pa ne bi film naredili s Charliem Coxom, ja? Ja, to pa ni tak stupid, ja. Zakaj pa ne? Se ima budget. Pa končni obračun z njim, pa z Kingpinom in da to. Ja. O moj bog. Ne pa prepovemo snemanje do konca. Če ima kdo kaj za opeščenem planetu, razen na www.sanje.si domnevam. Ja, pa v vseh boljših knjigarnah, tudi v Kinodvoru. Tako, zdaj je tudi knjiga v Kinodvoru, če greste kaj gledat. Kak film si lahko umislite? Še Dune, lahko bi Dune predvajali v Kinodvoru. Dune je bil lani v kinoteki in v sklopu Linča in najbrž ga ne bo lep čas. Ampak 2020... upam, da z Ponatisom in mogoče že z Dune Messiah bo zihar v akciji z kinostopnico za Villeneuve Dune. Tako da, ne? Ja. To je dobra promocija. Lepa. 2020, Igor. Si bomo skušali zapomniti. Skratka, poiščite si pač knjigo v knjigarnah. Za veseli december, tako kot sem že omenil čisto na začetku, pripravljamo pač neko totalno presenečenje, skratka, poslušate nas, spravi, mi smo danes 4. Ja, poslušate nas en teden kasneje, 11. Vi nas poslušate 11. 18. Se pravi, čez en teden nas boste spet lahko poslušali in sicer bomo imeli temo akvarijskega moža in in moža pajka. Tole bo kaj sem rekel, da je to za datum 17. 18. Ja. 25. za Božič bomo obravnavali božične filme, potem nas boste poslušali za nov let, oziroma zdaj se še nisem čez zmetli 31. ali 1. od tega bomo dali, skratka, ali nas boste poslušali na Silvestrovo, medtem ko boste gledali silvestrski poljub po televiziji, ali pa drug dan, ko boste jedli sarmo, eno od tega, skratka, bomo pa naredili pregled leta 2018, pravzaprav vse žanrske filme. Največje presenečenje za vse te 3 epizode pa je, da bojo posod gostje. Ne bomo zdaj noč omenjali, kak bradat bo, kdo manj bradat, stari znanci iz drugih podcastov, skratka, kar neki gostov planiramo, upam, da se nam posreči z vsemi, ki jih imamo v mislih. Pa še vedno sam jaz, ki preklinjam. Ja, še zmer bom mi to tiskamo poskrbel za vse eje, ki vam manjkajo v vaših konzervah. In to je to, pač poslušajte nas, imejte čudovit veseli december skupaj z nami, okrasite božično jelko skupaj z nami in a lahko povem avtora, boste še kaj? Na hitro še kaj gledamo, beremo? Kaj gledamo in kaj beremo? Jaz gledam Sabrino. Jaz še nisem začel, bom pa zdaj. Jaz sem zdaj pri 9. delu od 10, zelo drugače kot tisto, kar je bilo v 90-ih, ki je ona bila čist campy shit, z govorečim mačkom, tukaj pa malo dark shit, ne. Čakaj, ta maček ne govori. Ne, tukaj ne. Je pa tak, da Sabrino se potrudite, zato ker decembra pride še special in druga sezona prije marca. Ja. So čist popeni. Mislim, meni do zdaj, bom na hitro ocenil, rekel mi je tak, 3,5 od 5, Vse ima malo par lesenih elementov, ampak v defaultu je pa zelo gledljivo, dobro posneto, drama je, konflikti so, tudi malo krvi, pa umori, pa tako, fajn. Ja. Jaz navdušenjem gledam zdaj filme, ki bojo nominirani za Oscarje. Videl sem zelo v redu Leave No Trace, Debre Granik, Film Flowke, bomo dali spodaj link, so naredili celo epizodo o tem.
Videl sem Private Life, ki na Netflixu za pogledati, tudi zelo v redu drama, bolj žanrske stvari. Še na HBO-ju Genialna prijateljica. Tudi gledam, to so drame, zdaj pa bolj žanrskega, pa Suspiria je v kinu, pejte gledati, en najboljših filmov leta. Mislim, gledajte, politika, izrazni ples, čarovništvo, feminizem, vse, kaj pričakuje povprečno. Super deluje. Eni ljudje pravijo, da je vse to pretenciozno in boring, ampak ti ljudje očitno niso gledali Mother, ki je pretenciozno in boring. Tole pa mislim, da Luki Guadagnino, kakorkoli se izgovori, rata ujet to, da je pretenciozno, ampak je vseeno. No, tudi ta mesta na kolesih bodo takrat, ko to poslušate že zunaj, tako da lahko tudi to. Gre se gledati, kako je že naslov? Mortal Engines. Skratka, nov film Petera Jacksona, ki se ga veselimo ali pa tudi ne. Nov trailer, včeraj smo delili Aldons na Twitterju, se pravi pred enim tednom, nov trailer stotnice Marvel zunaj, ki zgleda že malo bolj neke zgodbe, dobimo grodje in zgleda tudi že malo bolj akcijsko. Jaz sam trenutno ne gledam, jaz se še zmer trudim z nekimi starimi zadevami in starimi grehi, ki jih imam, tako da pa čakam zdaj Sabrino in Genialno prijateljico. To pa ta katoliška krivda, stari grehi. Ja, stari grehi. Skratka, jaz bom zdaj outro povedal, da ne boste več pametna. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 9. epizoda, v kateri smo za vas klepetali o peščenem planetu, v številnih agregatnih stanjih. Poslušali ste torej podcast po imenu Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki jo gosti mreža Apparatus. Z vami smo bili Mito, čakaj sem že napisal, malo zdaj, Mito skrbi za že od letos, Gegič, Igor briljantno, resno briljantno, Harp in Aljoša skozi zaljubljen Harlamov. Zahvaljujemo se Kino Bežigrad, ki nas gosti, to je zmer zelo prijazni do nas in mi z veseljem snemamo tukaj. In če boste šli gledat, kaj smo že rekli, Aquamane, tako pridemo sem gledat, tako da pridite tudi vi pogledat in se bomo srečali na kakšnem pivo, pa lahko kaj rečemo tudi v živo v podcastu, če vas karkoli zanima. Kot bi rekel že fanta, kjer se vaju najde na internetih in najprej je tu Budamit, Budino meso, Mito Gegič. Zdaj se že vse prevedel. Ni to lepo od mene. Jaz sem se spomnil. Buda Fleisch, jaz sem prišel. Meat, ne? Lahko imaš tudi frazo man meat. Man meat. Veš, kaj to pomeni? Mislim, da vsi vemo, kaj to pomeni. To je Buda meat. Dodgy eyes full. Skratka. Torej, Buda's Fleisch, moram zdaj še en prevod. Na Twitterju, pa na Instagramu, medtem ko na Facebooku, pa v vseh starih spletnih žariščih sem pa dober stari Mito. Tako, in v galeriji Krško je še zmeraj odprta še vedno moja razstava. Pridite na Grozljivko. Vino, ne vem, če še pejte gledat trupla. Ni za otroke. Recimo, da je. Igor, kje se tebe najde razen v knjigarnah? Na Twitterju kalendar Q. Pa spletno stran gledal bom YouTube. Vikend. Tako. Mene najdete kot Al Harlamov na Twitterju, druge pa sem Aljoša Harlamov, ali pa se mi vse tako zdi. Pa seveda blog Aljoša Harlamov Pisun. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam tudi kakšno ceno na iTunesih. Podprite platformo Apparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh uživali kakšne začimbe, lahko to izkušnjo obogatite s poslušanjem našega podcasta. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, vaše številke vašega najljubšega dilerja, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Sicer pa imamo december že poln, kot ste slišali, in se slišimo čez en teden. The spice must flow. The sleeper has awakened. To je bolj. Father!